Dobro jutro. Spoštovana evropska poslanca, gospod Wim van de Kamp, welcome. Spoštovana gospa Patricija Šulin, spoštovani gospod župan Peter Bosman, spoštovani gospod dekan Janez Mekinc, vsi govorci, predstavniki fakultete, za turistične študije, občin, zbornic, gospodarstva, študentje, predstavniki civilne družbe, lepo pozdravljeni. Veliko veselje mi je, da vas lahko informacijska pisarna Evropskega parlamenta danes povabi sem v Portorož, kjer bomo obravnavali tematiko, ki je zelo pomembna za to regijo, pa tudi za Slovenijo, iz evropske, nacionalne in lokalne perspektive. Po uspešnem februarskem dogodku v Ljubljani imamo danes tukaj drugi letni regionalni forum za debato. Tako da ste dobrodošli, da tudi vi vprašate, komunicirate z našimi govorkami in govorci. Veseli nas, da ste tako velikem številu izrazili zanimanje in ste danes z nami. Vse, kar bomo danes tukaj slišali, lahko poslušate v slovenskem in angleškem jeziku, če kdo še nima slušalni jezik vzame. Vse bo pa tudi posneto, tako da boste lahko delili tistim, ki so se upravičili ali pa veste, da jih bo to ta tema zanimala. Evropski parlament je zavzet akter v naslavljanju sodobnih izzivov, s katerimi se soočajo države članice Evropske unije. V svojem odzivu na Belo knjigo o prometu Evropske komisije o resoluciji o izvajanju te iz leta 2015 je parlament ocenil uresničevanje ambicioznih ciljev za oblikovanje enotnega evropskega prometnega prostora. Izpostavil je podporo uresničevanju ciljev, pripravil vrsto poročil, hkrati pa opozoril na obstoj velikih vrzeli med cilji ter operativnimi in finančnimi sredstvi za njihovo uresničevanje, ter na pomanjkanje konkretnejših, kratko in srednjeročnih ukrepov za dosego dolgoročnih ciljev. Istega leta je Evropski parlament sprejel resolucijo o novih izzivih in strategijah za spodbujanje turizma v Evropi, v kateri je med drugim izpostavil potrebo po samostojnem financiranju turizma za učinkovito naslavljanje izzivov, s katerimi se sooča evropski turistični sektor. Eden ključnih akterjev na tem področju je odbor za promet in turizem Evropskega parlamenta, čigar člana sta cenjena gosta in poslanca gospod Wim van de Kamp in gospa Patricija Šulin. Gospod van de Kamp je v imenu Evropskega parlamenta tudi poročevalec za izvajanje Bele knjige o prometu. V nedavni objavi odbora so njegovi člani močno podprli reformo nacionalnih železniških povezav, saj bi potnikom nudile več izbire in boljše storitve. Prometna politika EU si prizadeva za vzpostavitev funkcionalnega osrednjega omrežja Trans-European Transport Network, ki je tudi izjemnega pomena za Slovenijo in Primorsko regijo. Posledica uspešne integracije Primorske v to skupno evropsko omrežje bi bile številne priložnosti za primorsko gospodarstvo, prav tako pa relevantni akterji v regiji čakajo razni izzivi, ki bodo morali nasloviti, kar se da učinkovito. Poleg transportne politike Evropske unije pa je za Primorsko regijo tudi turistična politika Evropske unije izrednega pomena. Turizem kot gospodarska dejavnost namreč ustvarja rast in delovna mesta, vendar postaja tudi vse pomembneje, da države ob tem upoštevajo načela trajnosti in obenem postanejo tekmovalne na svetovnem trgu. Slovenija pa glede na svojo odlično geografsko lego in dosedanje prizadevanje na področju trajnostnega turizma enkratno izhodišče. Zato je ključnega pomena, kako bo v prihodnjih letih ohranila svoj položaj pionirstva znotraj Evropske unije. Poleg tega ostajajo mnogotere priložnosti za nadaljnji razvoj obalnega in pomorskega turizma. Tematike so torej zelo zanimive, relevantne, časa je malo, zato zaključujem in prosim za nagovor tudi župana, gospoda Petra Bosmanca in dekana Janeza Mekinca. Hvala lepa in lepo konferenci vam želim. Spoštovane udeleženke in udeleženci konference, cenjeni gosti, gentili signore e signori, un cordiale saluto a tutti. Dear honorable members of the European Parliament, I'd like to welcome you to the committee of Piran. Zelo sem vesel, da ste se odločili današnji regionalni forum za razpravo o izzivih razvoja evropskega prometnega sektorja in trajnostnega turizma organizirati prav v občini Piran. Saj je naš temeljni in najpomembnejši strateški cilj
postati enostavno dostopna zelena destinacija. Učinkovito urejanje področja prometa in uspešno obvladovanje groženj naših naravnih dediščin odločujoče vplivata na našo blaginjo in kakovost življenja. Zato vam želim za res uspešno delo danes in številna nova dognanja, s katerimi boste pomagali vsem, ki iščemo najboljše odgovore na vedno bolj zapletena razvojna vprašanja. Naprej se prisrčno zahvaljujem za vse, ker boste v sodelovanju in izmenjavo meni prispevali v dobro ljudi in za naše gospodarstvo. Hvala in srečno. Spoštovana poslanec, spoštovani razpravljalci, udeleženci, kolegice, kolegi, vse skupaj lepo pozdravljam na Fakulteti za turistične študije, turistika. Ste na fakulteti, ki je nastala s pomočjo programa Tempus, skoraj 20 let nazaj, in je bila prva privatna turistična inštitucija v Sloveniji, sploh prva privatna visokošolska inštitucija, ki je nastala v sodelovanju z konzorcijem gospodarstva in seveda javnega sektorja. Ta inštitucija je kasneje priključila Univerzi na Primorskem, tako da smo zdaj člani Univerze na Primorskem. Ste na fakulteti, ki ima poseben odnos do trajnostnega razvoja in do trajnostnega turizma, ki ga razvijamo skozi inovativnost. Smo tudi nagrajenci Svetovne turistične organizacije za najboljši inovativni produkt v turizmu. In če kakšna zadeva velja, potem velja trajnost v turizmu. Ni gospodarske panoge, ki bi se lahko ponašala z imenom trajnostni turizem. To je prav smer turizma in nobena panoga ni tako življenjsko odvisna in pomembna od trajnostnega razvoja kot prav turizem. Samo še turizem bi postavil en koncept. BDP, ki ga ustvari turizem v svetu, je največji z vseh gospodarskih panog. Se pravi, na prvem mestu v svetu globalno je turizem, sledi farmacija, sledi nafta in sledi orožje. Torej, ekonomsko se pogovarjamo o najmočnejši gospodarski panogi na svetu. In druga zadeva, ni gospodarske panoge, ki bo bolj združevala ljudi, bolj podirala kulturne razlike ali pa drugače povedano, ki bi imela večji pomen v razumevanju kulturnih razlik, drugačnosti in konec koncev do sožitja kot prav turizem. In še posebej zato je mogoče tudi pomembno, da o tem razpravljamo. Posebej ponosni pa smo, da o tem razpravljate na Fakulteti za turistične študije. Ko ste dali besedo profesorju, tako da ne moram biti toliko kratek, kako je župan. Hvala lepa. Pozdrav tudi z moje strani. Najlepša hvala vsem trem sogovornikom. Sem Matej Sukič in danes bom moderiral to debato, najprej panel o prometu in turizmu. Da se čim prej lotimo vprašanj in tistega, kar nas najbolj zanima. Naj povem samo to, da ko sem na internetu, ko ste pripravljal na ta dan, ko sem poizvedoval, s kom bomo danes imeli opravka, naj vam povem, da to so res strokovnjaki, da so organizatorji izbrali ljudi, ki delujejo na področju, o katerem bo govora in resnično obvladajo svoj posel. Tako da poveda se nam res dobra debata. No, naj za začetek predstavim sogovornike oziroma govorce na tej okrogli mizi. Najprej gospoda Van de Kampa, ki prihaja iz Nizozemske, poslanec v Evropskem parlamentu od leta 2009 in je poročevalec o izvajanju bele knjige o prometu. Je član poslanske skupine Evropske ljudske stranke in kot zanimivost motociklist. Spremlja tudi MotoGP in uspelo mi je izvedeti, da navija za Valentina Rosija, kar je se dobrodošlo, če si v tem obmenem prostoru. Torej, za začetek, gospod Van den Kamp, vozili ste električni motocikl, sem uspel zaslediti na YouTubeu, kakšna je razlika, bi zamenjali tistega na gorivo z električnim?
No. Dobro, najlepša hvala, kratko in jedrnato. Druga naša sogovornica, Patricija Šulin, prav tako prihaja poslanka iz Evropskega parlamenta in članica odbora za promet in turizem, je članica Evropske ljudske stranke, v parlamentu je zelo dejavna članica oziroma namestnica številnih odborov in delegacij. Zasledil sem, da obožujete glasbo, veliko pojete. Je res? Sem veliko pela, sedaj pa ni več časa za to, vendar me je včeraj kolega Wim van de Kamp ponovno pozval k temu, tako da intenzivno razmišljam, da se bom priključila kakšnemu pevskemu zboru. Odlično. Tretji naš sogovornik, Marko Pavliha, politik, nekdanji poslanec, pravnik, publicist, ima bogate izkušnje iz gospodarstva, politike in tudi iz akademskih voda. Je predsednik Društva za pomorsko pravo in član sveta za nadzor izvedbe projekta Drugi tir. Kot zanimivost naj povem, da je lani prejel nagrado za najboljši esej, kar me je zelo, zelo pozitivno presenetilo. Radi berete, sklepam, romani ali strokovna literatura? Mislim, ker ima več kot 10 odtegnov ničesa. Takoj na moji desni, Maša Čertelič, vodja področja strateškega razvoja v Luki Koper, se pravi slovenskega okna v svet, ki letos praznuje 60. obletnico. V podjetju ste že od 2001, delujete na različnih področjih in radi potujete, tako da promet, turizem kot nalašč za današnji dan. Ja, že vedno, tako da pomaga pri delu, da se pripravim jasko, zelo fleksibilen, se odzivam in vzeti letalo kadarkoli in se pridružiti nekim novim iniciativam, tako da ja. Hvala. Predstavnik Ministrstva za infrastrukturo pa je Matjaž Vrčko, trenutno je sekretar za službe za mednarodne zadeve in protokol. Sodeloval je pri številnih strategijah in resolucijah na področju prometa v Sloveniji, torej, kar se tiče prometa, resnično obvlada. Je pa po primarni izobrazbi filozof, torej zanima me, kako se filozof začne ukvarjati s prometom. Silom prilik, ne. Za filozofe ni ravno služb na pretek, tako da sem se celo življenje ukvarjal pravzaprav z nečem drugim, razen s filozofijo, prvo polovico z izobraževanjem, drugo pa s prometom. Dobro, najlepša hvala. Zdaj, z zadnjim sproščenim uvodom bomo nekako začeli malo bolj resno debato. In prvo vprašanje za evropsko poslanko, gospod Šulin. Slovenija je tranzitna država. Imamo od tega prometa, ki predvsem gre mimo po naših cestah, kakšne koristi ali zgolj družbene in druge stroške? Ja, hvala za vprašanje. Slovenska geografska lega nam je dana in je tudi izjemnega pomena za prometne tokove. Seveda smo tranzitna država, vendar tranzit ni zmeraj nekaj slabega, če ga pravilno tudi prometno urediš. Žal v Sloveniji temu še ni tako in bo potrebno na tem področju še veliko postoriti. Nedavne ugotovitve študije o povezanosti in dostopnosti prometne infrastrukture v srednji in vzhodni Evropi so pa ugotovile, da je manjkajoči drugi tir Luke Koper eden od 3 glavnih pomanjkljivosti od 5 ključnih prometnih koridorjih, ki potekajo po srednje in vzhodno evropskih državah. Tako da o pomenu drugega tira bo verjetno v nadaljevanju tudi več govora, pa prav, da to poudarim, da je bil drugi tir opozorjen tudi v tej študiji. Naj še omenim, da se po Sloveniji počasi premikamo tudi po naših železnicah, tako da se v starih članicah Evropske unije, torej EU15, po železniških progah premikamo hitreje tudi od 2 do 4-krat, tako da imamo tudi na tem področju, tako na cestnem, kot tudi na železniškem veliko razsežje.
ste drugi tir, že takoj na začetku, seveda najbolj aktualna prometna zadeva v državi. Na splošno pa je, ko govorimo o prometni infrastrukturi, takoj govora o financah. Gospa Šulin, lahko poveste kaj več o razpoložljivih finančnih sredstvih za promet oziroma prometno infrastrukturo? Ja, predvsej projektov v Sloveniji že koristi finančna sredstva iz tega instrumenta za povezovanje Evrope. Sredstev na tem instrumentu je veliko seveda potrebno zanje zaprositi in tudi seveda izpolnjevati določene pogoje in kriterije, ki jih razpiše Evropska komisija. Če se ponovno navežem na drugi tir in povem vzrok, zakaj se takrat v prvem razpisu Slovenija ni pridobila teh sredstev iz tega sklada, je bilo to zato, ker nismo zadostili dveh pogojem. In sicer nismo imeli že gradbenega dovoljenja, sedaj to gradbeno dovoljenje je pridobljeno, in nismo zaprli finančne konstrukcije, kar pomeni, da nismo pridobili javnega partnerstva. Kajti eden od pogojev je bilo javno-zasebno partnerstvo. Sicer bo pa Slovenija iz tega instrumenta za povezovanje Evrope prejela kar 90 milijonov evrov za nadgradnjo in izboljšavo železniške proge Celje-Zidani Most. Teh 90 milijonov bo pomenilo kar 60% vseh stroškov. Pripravljalna dela za nadgradnjo te železniške proge Celje-Zidani Most so se zdaj v marcu začela, tako da sredi marca se bo pričela druga faza in nekako se računa, da bo potrebnih nekaj več let za izgradnjo te proge. Predvideni sta 2 leti, vendar se bo verjetno tudi kaj zavleklo, pa nič za to. Sredstva so pridobljena, torej je Slovenija v teh razpisnih pogojih zadostila vsem zahtevam Evropske komisije. Če še na hitro omenim še Luko Koper, ker smo ravno na tem področju. Luka Koper je tudi na tem področju pridobila 5 milijonov evrov za izboljšanje transporta električnih avtomobilov po morju. Tako da koordinator projekta je Luka Koper, celoten projekt je vreden 17 milijonov evrov. Iz tega instrumenta za povezovanje Evrope pa bo Luka Koper pridobila 5 milijonov evrov. Luka Koper, kot je tudi poslanka omenila, je aktivna pri evropskih projektih, tudi pri inštrumentu za povezovanje Evrope CEF. Dejansko smo pa se fokusirali, da pridobivamo sredstva čim bolj za prioritete družbe oziroma razvoj pristanišča. Kot veste, oziroma je bilo že večkrat povedano, je naša prioriteta kontejnerski promet in pretovor avtomobilov. To sta 2 strateški blagovni skupini, kjer dejansko tudi največ povečujemo pretovora. Kapacitete so zelo dobro zasedene in dejansko bi s temi, tudi bodoče investicije bodo najbolj usmerjene ravno v ta 2 segmenta. In na prvem razpisu CEF 2014, oziroma inštrument za povezovanje Evrope, smo pridobili 6 milijonov za nadgradnjo kontejnerskega terminala, v smislu podaljšanja pomola, nadgradnje tirov in pa nadgradnje priveznih mest v prvem bazenu. Skupaj sodelujemo na tem projektu, ki se imenuje Nanofor s pristaniško upravo Trst, tako da četudi smo si konkurentje, v Evropi znamo stopiti skupaj in si oni tudi sofinancirajo izgradnjo logistične platforme pri sebi. Tako da tukaj smo tudi mi koordinator. Vrednost projekta je 108 milijonov evrov. Luški del Luke Koper je malo manjši, ker je bil malo manj zrel projekt. Imamo pa notri v 30-milijonskem projektu, ki je 20% sofinanciran, kar pomeni, da dobimo ven 6 milijonov. Tako podaljšanje pomola 1 za 100 metrov, kot tudi vhod pretoki in še neke druge zadeve, ki so trenutno tudi malo bolj občutljive, ker pričakujemo soglasja, ki so odvisna tudi od podpore v Sloveniji, ne samo v Evropi. Drugi projekt, ki pa smo ga dobili v lanskem letu, ki ga je tudi poslanka Šulinova omenila, se pa nanaša na pretovor avtomobilov
in gre za nadgradnjo priveznega mesta Roro v 3. bazenu, blizu občine Ankaran, ampak ker se nam rast kontejnerskega prometa povečuje v 1. bazenu, nekako selimo avtomobile v 3. bazen, ki so tudi okolju nekoliko prijaznejša blagovna skupina in dejansko si želimo nadgraditi privezno mesto in zgraditi tirne kapacitete in postaviti tudi infrastrukturo za bodoče avtomobile, ki bi šli na električni pogon. Gre za prioriteto razpisa in s tem projekta pomorskih avtocest, tako da tukaj pa sodelujemo s pristaniščem Barcelona in s pristaniško upravo njihovo in z avtomobilskim terminalom tam in pa z ladjarjem Neptun Lines, ki je največji ladjar za pretovor avtomobilov v Sredozemlju. Tako da in Luka Koper je spet koordinator. Projekt je vreden 17 milijonov skupno, luški del je tu 11 milijonov, 30% sofinanciranje, tako da tukaj pričakujemo nekje, če gre vse, ok, da dobimo soglasja, ki so odvisna ne od Evrope, ampak od Slovenije in tudi lokalne skupnosti, 3 milijoni in pol. Tako da mi v zadnjih 2 razpisih, ki so bili prvi razpisi nove finančne perspektive 14-20 CEF, imamo nekje 10 milijonov obljubljenih oziroma odobrenih, vendar je na nas, da te naložbe tudi izvedemo. Dodatno pa imamo še 2 manjša projekta. Eno je LNG, da se pač pristaniška infrastruktura prilagodi utekočinjenemu plinu, ki je dejansko nek bodoči energent, ki ga želimo v to industrijo tudi pritegniti, in pa tudi študije vezane na elektriko, da preklop ladij na elektriko v pristanišču. To sta trenutno delamo zgolj študije na teh zelenih energentov. Odlično, vidimo, da kar nekaj projektov. Zdaj pa gospod Vandenkamp, zanima me, kaj je ključnega pomena, kaj projekt mora imeti, da bo uspešen pri pridobivanju evropskih sredstev? Mr. Chairman, thank you very much. Before I answer your question, I have 3 general remarks. It's of course very nice that you have watched my YouTube video on the electrical motorcycle, but more important is that I have been 2 times on holidays in Slovenia with my motorbike in Slovenska Bistrica, if I say it properly, because my Slovenian language is in développement, and it's I have to improve it. Secondly, I want to say, and I think that's also for Patricia, but she's from this country. I think it's very important that members of the European Parliament come out of the bubble. We are in Brussels. In Brussels, everybody is in favor of the EU. Everybody likes the EU because they pay our salaries. And but what is really going on in the individual member states and in the individual infrastructure projects, I think this visit of 2 days to be in Slovenia is the best thing of the year up till now. Maybe this year has some other elements, but being out of the bubble, I think this is very important for members of the European Parliament. Then, yesterday evening, we had a 2-hour talk with my neighbor. She is the boss of head of strategic development department of the Port of Koper. So she explained us after we had a tour about what is going on in the Port of Koper and all the relations with Trieste, with the south of Germany, Austria, and so on and so on. Now, to answer your question, to make it very official, Koper is connected to 2 of the 10T corridors. Maybe you know that in Europe we have 10, or maybe in fact we have 9 trans-European transport corridors, and Koper is connected to 2 of them. One from Spain to the east, and one from Baltic to the south. And this gives Koper a very strategic position, and in that strategic position it's possible
to get European funds. But now I have to warn you, don't be addicted to European funds. Many visits we pay, all the first question starts about, what about European funds? But, my dear moderator, that's the wrong question. The wrong question, and that's what I learned yesterday. Koper is a private company. It's a limited company. It needs not only state aid from Ljubljana or state aid from Brussels. No, they are earning their own money. And last year you had a profit of 45 million euros, which is invested again in the port. And this model, ladies and gentlemen, we like it very much in Brussels, because all the projects, to be honest, and it will be more emphasized in the next decades, is what is the earning capacity of such a port. If we are just giving grants and there is no earning capacity, then at the end it will be stuck, it will be false. So it's very important, and I know the port of Koper already a few years because we meet each other in Brussels as well. And I think the earning capacity of a big transport project has to be first. Secondly, we are not going to talk about European funds. No, secondly, we are going to talk, and I'm so happy that the representative of the ministry is here. Secondly, we are going to talk about the cooperation with the national, regional and local governments. Because we see, ladies and gentlemen, Europe now has a big problem that we can't spend our money. We say, hey, how is that possible? You can't spend your money? No, we can't spend our money because we need permission from the local government, we need permission from the regional government, we need permission from the national government, and let's be honest, sustainability, transport, road, big ports, it's sometimes a difficult combination. If you are an individual citizen and you live about 200 meters from the port of Koper and you bought a very expensive house, it's quite a challenge to work together with this lady. It's really a nice challenge. So take care. First of all, connection with the TEN-T corridors of Europe. Secondly, please take more and more into account the cooperation with the local, the regional and the national government. For example, on sustainability. And sustainability, let's be honest, is also in the European policy a big challenge. And then thirdly, indeed, we are arriving at the European money. And there, ladies and gentlemen, that's also, I think, quite a new development. We are transferring now more from grants, so subsidies, to loans. As I said already, the port of Koper has a good earning capacity model. And with that earning capacity model, you can pay loans. And there we have the EIB, the European Investment Bank. And you see the last 5 years, the relation between investments in transport has changed from grants more and more to the European Investment Bank. And there we also have this EFSI, European Fund for Strategic Investment, but we at home we call it just the Juncker Fund. It's more easy to understand. I think this is my first comment. Maybe a little bit long, but I'm the only one who doesn't speak Slovenian, so I have to take my time. It's okay, thank you. Gospod Vrčko, vi ste kimali, se strinjate s gospodom poslancem? Ja, mislim, kar se financiranja tiče, je treba povedati, da se treba razlikovati med več vrstami finančnih sredstev, ki jih ponuja Unija. Najbolj tradicionalne, ki imamo vsi radi, so kohezijska sredstva in granti, ne finančna sredstva, ampak ta država je za področje prometa v tej finančni perspektivi namenila
teh sredstev v višini 320 milijonov evrov za vse projekte, ki jih imamo. Recimo za razliko, pri prejšnji finančni perspektivi je bilo tega dane 650 milijonov. Tako da nisem vprašanje, da ta država, mislim, zato je bil problem, da na drugim tiru nismo imeli zaprte finančne konstrukcije, ker je razlika velika. Torej, mi ne moramo črpati kohezijskih sredstev kar v neometnih količinah, ampak toliko, kar je, ki ima država v vojnici. Ampak to, kar je večji izziv ta hip, kar je gospod poslanec tudi povedal, je črpanje drugih finančnih instrumentov EU, recimo ITE, splošni sklad, kjer je recimo Luka Koper uspešna, tam pa so projekti, morajo biti bolj pripravljeni, bolj finančno donosni in tako naprej. Še težje je pa prijaviti projekte na Junckerjev sklad, ki pa pravzaprav ne gre več za nobene oblike nepovratnih sredstev, čeprav se govori o 320 milijardah, ampak gre za pravzaprav podvažanje kritje določenih rizikov, obresti, izpadu dohodka, prva leta uporabe in tako naprej. Zdaj, kje je tukaj problem Slovenije? Problem Slovenije je, da smo mi pravzaprav projekte, ki vračajo denar naredili, to so avtoceste. Torej, ustavili so nam vse vrste projektov, ki pomenijo ozelenjevanje prometa. To pa so železnice, izboljšanje potniškega prometa, ki ne bi tudi baziral na železnicah, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in to vse stane in ne vrača denar. In tukaj je zdaj pravzaprav problem države, ker te projekte več ali manj vsi financirajo z proračuna, tukaj pa so sredstva omejena. Hvala. Ko govorimo o prometu in denarju v istih stavkih, verjetno ne moremo mimo drugega tira. Gospod Molika, kaj vas motiviralo, da ste se angažirali skupino ostalih strokovnjakov pri sestavi te civilno-družbene skupine? Hvala lepa za vprašanje. In še enkrat dobro jutro, prej sem bil za profesorja izjemno prekratek, pa bi želel samo to povedati, da upam, da nisem tule samo kot bivši politik in kot esejist, ampak predvsem kot profesor na Fakulteti za pomorsko in prometno Univerze v Ljubljani. Zato mi pripada čast, ker sem tudi prodekan, da vse lepo pozdravim, med nami tudi dekanja, profesor Ivan Tvrd in pa kolegica docent Marina Zane. Vidite, lep primer, da prihajamo z konkurenčne fakultete, tudi smo na Univerzi na Primorskem, ampak obe fakulteti se trudita v isti domovini. In to je izvirni problem drugega tira in še marsikatera projekta v Sloveniji. Namreč, kako je pač v tej naši državi, seveda govorim iz lastnih izkušenj, ko sem v 5 let v politiki, da ponavadi tista nova garnitura, ki pride, potem pozabi na vse tisto, kar je bilo že narejeno in začne, ne na začetku, ampak včasih zdrsne še bolj nazaj. In to je seveda razlog, da se agonija drugega tira vleče že toliko časa, kot je moj nekdanji kolega Matjaž povedal, pa so dobro sodelovala. Seveda je eden od razlogov tudi ta, da se je za avtoceste našel denar. Se veste, to se je začelo že v 70-ih letih, tako rekoč z Stanetom Kavčičem in potem naprej. To je bilo moderno, je bilo politično oportuno. Potem pa da namesto, da bi politika, pa takrat ne samo slovenska, tudi nasploh ugotovila, kaj pomeni pozelenjevanje prometa in kako tukaj železnice igrajo poglavitno vlogo, je vse zamrlo. Gospod evropski poslanec se bo verjetno spomnil primera 13/83, če se ne motim, Transport Policy, bilo to, ko je Evropski parlament bil prisiljen tožiti več ministrov, da ne za božjo voljo začne izvajati prometno politiko, ki je bila deklarirana v rimski pogodbi. Torej, Evropski parlament je s tožbo pred sodiščem Evropske unije v Luksemburgu dosegal to, da se Evropska unija sploh začela s prometom ukvarjati. Tako da v nekem svojem pisanju sem malce pa zašalo rekel, kaj bomo morali tudi v Sloveniji izsiliti s tožbo, da bo ta drugi tir zgrajen. No, vse to, vidite, me je pripeljalo do tega, da se zdaj kot aktivni državljan pač oprimam tistih načinov, ki so nam na voljo. Naj povem, da smo včeraj kot civilna inicijativa za nadzor projekta drugi tir kot inicijativo vložili
predlog zakona v parlament, zakona o financiranju drugega tira, torej ponujamo odgovore, nismo nobeni kritikantke. Se upravičujem, lahko slišimo, kakšni so te odgovori oziroma model financiranja? Ne, ker bomo to predstavili v torek na tiskovni konferenci, tako da to je drugo, in zdaj bi lahko govoril 10-15 minut. Za začetek upamo, tudi enega poslanca, da bo vsaj en poslanec ta predlog zakona posvojil, namreč mi smo samo iniciatorji, mi smo civilna iniciativa, vsakdo, ki je član parlamenta, pa ima pravico potem ta zakon formalno vložiti. Upam, da se bo to do torka tudi že zgodilo. Naj povem samo še nekaj. Še en od razlogov, ki me je pripeljal do tega, da zdaj sodelujem bolj aktivno tule. In še vedno pravim, mi naj služimo v pomoč državi, torej obstoječi politiki, ne pa kot nekdo, ki bi stal za zasilno zavoro na vlaku, metaforično, in poskušal vse skupaj ovirati. Obstaja popularen izraz, da si špilverderber. Kje pa? Skušamo pomagati in nenazadnje smo v tej skupini, če sebe zanemarim, je tu akademik profesor dr. Jože Mencigar, je tu profesor dr. Jože Damjan, verjetno je najboljši, če ne najboljši trenutni slovenski ekonomist, pa še nekaj znanih ljudi. Torej ne gre za nekoga, ki ima 5 minut časa po ustanovi civilno inicijativo samo zato, da nagaja. Ampak ta pravni del potem pa končal. Če pogledamo že resolucijo o pomorski usmeritvi Republike Slovenije, torek smo praznovali njeno obeležje, dan pomorstva, ki je bila sprejeta marca 1991, torej pred osamosvojitvijo Slovenije, lahko vidimo, kolikšni del je bil namenjen primarni Luki Koper in povezovanju z zaledjem. Torej drugi tir, čeprav izrecno kot tak ni omenjen. Že leta 1995 dobimo nacionalni program razvoja železniškega omrežja, za katerega zdaj ugotavljamo, da je realiziran malce manj kot 30% v najnovejši resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa v Sloveniji, in moram reči, da ta dokument pohvalim, zato ker končno krovno povezuje tudi vse ostale nacionalne programe na parcialnih prometnih ureditvah. Potem se to še kar naprej nadaljuje. Imamo leta 2010 nacionalni program razvoja pomorstva, zopet je drugi tir prioritetna skupaj z Luko Koper. Potem imamo strategijo o prometu, zopet to, in verjeti ali ne, leta 2016, torej lansko leto, dobimo deklaracijo o zunanji politiki Republike Slovenije. Je Luka Koper za povezavo z zaledjem in seveda za pomorsko usmerjenost zopet v ospredju in tak isto potem strategija naše vlade o zunanji politiki. Skratka, imamo toliko pravne podlage, da tista moja malce hudomušna misel, da bi lahko pravno iztožili ta projekt, ni tako iztrta izvida. Ampak upam, da to ne bo treba, upam, da bomo skupnimi močmi, tako stroka, civilna iniciativa, kot predstavniki državne oblasti, ne nazadnje skupaj z našim predlogom zakona, dosegli takšen kompromis, ki bo na eni strani najcenejši za davkoplačevalce, in tu se popolnoma strinjam z evropskim poslancem, da se ne moramo kar tako zanašati na ambrozijo in nektar, ki naj bi tekla iz evropskih fundacij, iz skladov. Ne, tam je nekaj denarja na voljo. Ampak večinoma moramo pa sami za to poskrbeti. In drugo seveda, da bo ta drugi tir zgrajen čim bolj učinkovito in čim hitreje. Glede na to bi upozorila, Luka Koper preko koperskega pristanišča gre več kot 63% blaga v zaledje po železnici, kar je tudi za Evropo zelo visoko povprečje in k čemu stremijo tudi vsi ostali. Mi dejansko smo zeleno pristanišče in smo okoljsko zelo osveščeni. In bi radi, ko povečujemo svoj promet, tudi v bodoče vedno bolj koristili železnico in dejansko sprostili ceste in zaradi varnosti, in zaradi okolja, in zaradi učinkovitosti. To brez dvoma. Če želimo nadaljevati z razvojem pristanišča in rastjo pretovora, kar nam tudi trg dokazuje, da je in da smo dobri, potrebujemo železniško povezavo. Tudi naložbe v pristanišče so odvisne od tega, ali bo drugi tir realiziran in kdaj bo drugi tir realiziran. Mi smo si zato v letu 2015 zadali nove strateške dokumente in usmeritve, tako da naložbe do 2020 dejansko predvidevajo v višini 300 milijonov
evrov. Prioriteta kontejnerski, kar smo že prej govorili, predočnost pristanišča in pa seveda avtomobili. To ocenjujemo še, da lahko rastemo, da izpolnimo te zmogljivosti z obstoječim tirom. Takoj po 2020 potrebujemo nov tir. In dejansko, če tega tira 2021, maksimalno 2022 ne bo, potem se že bojimo, da enostavno bodo blagovni tokovi šli drugam. Govorimo tudi o tem, da so Baltsko-Jadranski koridor vključili tudi vejo avstrijsko, ki gre od Gradca preko Klagenfurta, Villacha in dejansko do sosednjih pristanišč v Italiji, severno-jadranskih. In enostavno oni se držijo časovnice, da bodo te koridorji vzpostavljeni 2023 in če bomo mi to zamudili, se bodo enostavno preusmerili blagovni tokovi. Pogrešam, čisto osebno lahko rečem, da ne govorimo sploh več o časovnici, kdaj ta tir bo. Vsi se fokusiramo, kako se bo financiral, modeli, zdaj zadnje čase tudi tehnično je prava trasa, ni žičnice, kako se to tehnično rešuje, kljub temu, da je državni prostorski načrt za to sprejet, da so zemljišča na trasi odkupljena, da so bili narejeni čezmejni vplivi za okolje, da je bilo izdano gradbeno dovoljenje za to varianto obstoječo. Zdaj, dejansko še vedno mi smo neki, študiramo, se sprašujemo, modeliramo. Cilj za vse skupaj je, da je tir operativen in da je to operativen pravočasno. Da bo tir operativen 2025, lahko je tudi to sporočilo, vendar potem mora obstoječa proga do takrat zdržati in jasno vedeti, koliko lahko prometa se povečuje na tem odseku obstoječem. Ker tudi od tega bodo potem odvisna nadaljna vlaganja v pristaniško infrastrukturo. Mi ne moramo vlagati v pristanišče po 2020 še nadaljnih 400 milijonov, če enostavno ne bomo ustrezno povezani. Ni pa to osnova dejavnost pristanišča, ampak take velike projekte počnejo povsod z javnimi sredstvi, ali proračunsko, ali evropsko, ali v nekih partnerstvih, ker enostavno taka naložba ne prinaša ekonomsko donosne, ustrezno profite, ki bi lahko nek zasebni vlagatelj bil z njimi zadovoljen. Je vrsta, je narava naložbe pač ta. Drugo, kar bi lahko rekli, to je dejansko največje ozko grlo na železniški infrastrukturi v državi. 60% tovornega železniškega prometa cele države pristanišče. Če se to ozko grlo ne odpravi, tudi ostali odseki, ki pa imajo očitno budžet in sredstva in se realizirajo brez večjih javnih polemik, ne bodo zapolnjeni. Tako da, Zidanimo Celje, Poljčane Slovenska Bistrica, vozlišče Pragersko, en kup zadev se odvija, se investira z javnimi sredstvi, brez polemik govorimo. Največji ozko grlo, ki pa bi tudi te odseke zapolnil, pa je pod vprašanjem. In nič ustrezne časovnice, vse ne skomunicirane. Tako da, če se odločajo, kako ne gre to naprej in tako da je to, vemo že nekaj, strateški projekt države, največji, najpomembnejši, vse v redu. Časovnica, poudarek z naše strani je na časovnici. V tem primeru se potem prilagajajo tudi naložbe pristanišče. Hvala. Najprej gospod Pavliha, potem pa gospod Vrčko. Skušam se vživeti v vlogo našega dragega častnega gosta iz Evropskega parlamenta, Van Kampa. Kaj si misli? Namreč, verjetno posluša tudi v drugod. Torej, več ali manj vsa stroka v Sloveniji, pa tudi drugod trdi in dokazuje, da potrebujemo drugi tir. Praktično ni bilo predsednika vlade in niti ministra za promet, z izjemo gospoda Gašperšiča, pa še taj potem revidiral svoje mišljenje, da nujno potrebujemo drugi tir. Vse kaže v to. Naštel sem pravne podlage, ki jih imamo za to. Ekonomskih argumentov je nič koliko nekaj, ki je kolegica Maša omenila. In vendarle, po 25 letih ali še dlje, drugega tira ni bilo. Kaj je razlog? Moj odgovor je žalosten, ampak bojim se, da je resničen. Gre za določene lobe, gre za peščico zaslužkarjev, ki želijo v tej državi pokrasti tisto, kar se da še pokrasti. Drugi tir je praktično zadnji, večji projekt infrastrukturni, nekateri pravijo, da je celo milijardo vreden, mi pravimo, da sicer manj, ampak še vedno veliko. Zato
upravičeno mnogi odločevalci primerjajo za teh 6. In tem ljudem je enostavno treba stopiti na prst, tu so seveda na potezi pravosodni organi in enkrat za božjo voljo te ljudi odstraniti, pozapreti, skratka jih onemogočiti, da bojo v naši državi do takšne mere škodili. Jaz seveda imen ne bom navajal, ker to ni moja naloga, da to so drugi organi pristojni, ampak to je ključen problem. Drugega tera nimamo zaradi parih ljudi, ki hoče tukaj težke milijone, na stotine milijone se zaslužiti, dokler se zaslužiti. Hvala, profesor. Gospod Vrčko, se strinjate s povedanim? Ne vem, če se strinjate, no jaz rekel, neka teorija zarote mi ne gre najbolj. Ampak hočem reči pa to, da ko sem jaz prišel na ministrstvo za promet, smo se začeli pogovarjati, smo že takrat pogovarjali drugim terom. Moram reči, da priprava celega projekta je bila zelo zahtevna. Se strinjam tudi z nekaterimi, nenavadnimi pristopi ministrov, ki sem jih v svojem karieri prometni zamenjal že 7-8. Hočem reči, da pravzaprav je pa ta projekt treba upestiti v prostor, upeti vsa okoljska soglasja, čezmejno postojno, to ni enostavna stvar. Ampak dejstvo pa je, da mislim, da eno leto zdaj pa imamo gradbeno dovoljenje, zato imamo vse pogoje za to, da se ta drugi tir začne delati. Problem še seveda velika finančna sredstva, ki pač jih je treba na nek način zagotoviti. Jaz sicer osebno mislim, da je tukaj problem tudi Tež 6, ki se zdaj vsi malo bojijo teh velikih investicij, ki pa tisto tako slabo spremljano. In zdaj spet eno tako milijardno preko jabolko zagrist ni enostavno. Zdaj, ampak vsi dokumenti, vse strategije Slovenije, nacionalni programi se zavedajo in pišejo, da je drugi tir potreben, ker če ne bomo kolapsirali na avtocestah, mislim, to je dejstvo. Zato rabimo ta tir in jaz mislim in upam, da sem še vprašanje časa, kdaj ga bomo naredili. Je pa res, da je treba tudi ostalo železniško mrežje. Jaz bom sem dva odseka, pa dve zgodbi še povedal, ki jih je treba nujno posodobiti, takoj potem, ko bo drugi tir, če ne že vmes, eno je ljubljansko železniško vozlišče, kjer enostavno resnega potniškega prometa ni možno organizirati, dokler ne bojo kapacitete povečane, danes gre vsi vlaki tovorni čez ljubljansko postajo. In to se manjkuje kapacitet za potniški promet. Drugo je pa seveda Divača Ljubljana. Divača Ljubljana bo slejko prej, po letu 2025, tudi hudo ozko grlo, še posebej, če bomo, ker mislim, da bi tudi morali povečati, torej tranzitni promet iz Italije bi mogli spraviti tudi na železnice. Mi imamo danes 16 milijonov ton tovora iz Italije v Slovenijo in samo 2 na cestah in samo 2 na železnici. To je problem. Kar se pa tiče Baltsko-Jadranskega koridorja, se pravičujem, da sem malo na kratko, problem severno-jadranskih pristanišč ni toliko v konkurenci, po mojem globokem prepričanju, ampak bo je uspel res tovor, ki bo na voljo pripeljati v zaledje. Niti Koper, niti Trst nimata ustreznih železniških povezav. Mislim, Trst ima še slabše kot kopersko pristanišče. In njihov problem bo to posodobiti, pravzaprav. Zaradi tega se jaz hudo ne bojim, da nas bodo prometni tokovi čez Avstrijo šli, ker iz nobenih luk ven ne bomo mogli tovora spraviti. Mislim, to je večji problem. Ampak je drugega zaradi tega tudi za Baltsko-Jadranski koridor se ni bati. Ne sploh pa, Slovenija se nima ki bati, da bojo kakšni koridori Slovenije obšli, če bo naredila svojo nalogo. Če pa ne bo svoje naloge naredila, potem pa nima pravice nobenega ovira. Gospa Želin, izvolite. Hvala lepa, zelo na kratko se javila da repliciram gospodu Pavlihu in se za njim strinjam. Sama bi dodala še, da je po mnenju nekaterih vprašljiva tudi ocena finančne konstrukcije izgradnje, torej drugega tira. Po večini mnen je ta projekt predimenzioniran, torej vprašanje se vrti, ali res toliko, ali bi nas res drugi tir toliko stal.
Če pa je predimenzionirano, predstavljam, da je na račun posameznikov, ki jih je omenil gospod Pavliha, torej na račun tistih, ki se želijo finančno prisesati tudi na drugi tir. Veliko se vrti seveda tudi o polemiki TEŠ 6, ampak se sprašujem, ali so organi pregona opravili svoje delo ali ga opravljajo. Tako da je potrebno vse te projekte z budnim očesom spremljati, kajti tam, kjer je veliko denarja, je potrebno samo slediti toku denarja in prideš do vseh tistih, ki tukaj delajo, bom rekla, pošteno in tistih, ki so na te sisteme prisesani. Hvala, se opravičujem. Gospod Van den Kamp, gospod Vrško omenil sodelovanje severno-jadranskih pristanišč. Po vašem mnenju, kaj je prihodnost koprskega povezovanja z bolj oddaljenimi pristanišči, kot je recimo Rotterdamsko, iz Nizozemske, odkudar prihajate, ali sodelovanje z ostalimi severno-jadranskimi pristanišči, ki bi potem konkurirala ostalim? That's a difficult question, and if I should have the answer to this question, I can go into the private sector for 1,000 euros a day and advise to my colleague how to handle this. I think in this time the situation is challenging, it's complicated, and you have to do both. I think you have to do both. If you are just creating, let me say, enemies with your neighbors in Italy or in Croatia, at the end, you are investing in the wrong energy. So yesterday we learned that there is a cooperation in this area between 4, maybe 5 ports, and even one of the ports who went out a few years ago came back to see that cooperation with respecting your competition positions is really favorable. In the meantime, yesterday I also learned that Koper has some cooperation with Barcelona, which is far more away. So in these times, we have to learn that competition is one of the items, but cooperation in the North Adriatic Sea, but also with the whole Mediterranean region. I think that are two challenges for the port of Koper. Maybe I may add 2 other remarks to this. Don't forget that in the TEN-T corridors, we also have comprehensive networks. So that means that you have the corridor from Spain to the east and from Baltic to the south. But these corridors, they need supply of goods. Because if Koper doesn't get any car from Germany or Austria, there is no freight to export from Koper to other ports. And sometimes the discussions with the local authorities can be made more easier when you take into account the comprehensive network. So that means that, for example, in some other parts of Slovenia where this railway is passing, they also can improve their regional transport system. So it's not only about the corridors, it's also about the comprehensive network. And last but not least, we politicians are the enemies of society. Čisto hitro z moje strani. Da se vrnem samo malenkost še na drugi tir, ki je bil prej toliko omenjen. Če tudi se mi res ne bojimo konkurence zaradi koridorjev, ki bodo iz sosednjih, iz pristanišč vzpostavljeni pred našim, je obstoječi tir praktično zaseden. Če danes rečemo, da bo tir 2025, mi rabimo nujno jasno agendo, kako bomo obstoječi tir nadgradili, usposobili, reorganizirali karkoli na daljnih 7-8 let. In rabimo konkretne ukrepe.
In potem se držati neke časovnice, nas tudi stranke sprašujejo vse čas, kako bomo lahko povečevali sodelovanje z njimi, ki odvisno od tira, in mi dejansko moramo dati kredibilne izjave, kredibilne napovedi in kredibilne poslovne dogovore, kako naprej. Tako da lahko, da se ne bojimo in verjamemo, da bomo vsi imeli dovolj blaga, vendar vseeno rabimo ukrepe, ker obstoječi tir dnevno že vidimo, da je zasičen. Druga zadeva glede severno-jadranskih pristanišč. Ja, sodelujemo. Najbolj konkurenčni smo si dejansko v kontejnerskem prometu, ker druga pristanišča recimo nimajo avtomobilov, Trst ima veliko surove nafte, mi je nimamo, tako da na nekaj drugih segmentih smo si recimo še komplementarni in dejansko tudi naš cilj sodelovanja je pritegniti čim več blaga v severni Jadran in da se potem dejansko ladje oziroma stranke same odločijo, katero pristanišče in potem posledično transportno pot v zaledju bodo koristili glede na konkurenčnost in učinkovitost teh transportnih poti. Lahko pa povem, da od 2010 dalje je Koper dejansko prvo in vodilno pristanišče v Jadranu ravno za ta konkurenčni in najbolj trendni segment kontejnerskega prometa in čvrsto držimo tretjino tržnega deleža na tem segmentu. Hvala. Konec lanskega leta je bila v Evropskem parlamentu potrjena uredba o pristaniških storitvah. Gospa Šulin, kaj si lahko od nje obetamo? Končni akt je bil podpisan 15. februarja letos. Sama pozdravljam liberalizacijo storitev v pristaniščih, saj ponujajo večjo konkurenco ponudnikov med seboj, tako da lahko pridejo na ta račun upravljanja teh storitev najboljši ponudniki in da niso pristaniške storitve rezervirane samo za državna podjetja. Predlog je relevanten za Luko Koper, sicer po izbiranem predlogu komisije bi bilo potrebno predčasno prekiniti koncesijsko pogodbo, vendar v nadaljevanju, v usklajevanju s svetom je Slovenija uspela s predlogom, da naj bi Luka Koper upravljala te pristaniške storitve, torej do prenehanja veljavnosti pogodbe do leta 2043, tako da je to rezervirano samo za Luko Koper v tem trenutku. V končni uredbi pa so le 4 storitve liberalizirane in odprte za trg, torej oskrba plovil z gorivom, zbiranje odpadkov, privez in tudi mleka. Tudi evropska zakonodaja gre v smer spodbujanja tega, da se iz tega naslova dobijo tudi sredstva. Seveda tudi bo nastopila večja konkurenčnost v zvezi z liberalizacijo, tako da vsi tisti, ki se ukvarjajo, kot sem že povedala, imajo sedaj priložnost oziroma bodo po nekem času imeli priložnost, da se na vse te razpise, ki bodo, naprimer tudi želim povedati, da tudi Luka Koper bo lahko kandidirala na razpisih po celotni Evropski uniji, kar mislim, da je tudi poslovna priložnost pravzaprav za Luko Koper. Hvala, imamo še približno 10 minut do konca tega panela, pa me zanima, če imate mogoče kakšno vprašanje iz publike, da vemo, kako dozirati teme do konca. Dobro, zaenkrat če nič. Torej, raz bi samo še zaključil to pomorsko zgodbo z vami, profesor Pavliha, se strinjate, pozdravljate to liberalizacijo, kar se tiče pristaniških storitev, kot recimo imamo tudi v Kopru. Zdaj pa. To me spominja na leta v parlamentu, kar nekaj bi delalo. Ma ni bila teorija, da bo zavode. Seveda pozdravljam. Spomnil sem se recimo na patra doktorja Beržana, ki piše in dobro piše in med drugim tudi razvija teorijo, da pravzaprav z globalizacijo ni nič narobe. Saj, če bi bil svet pozitivno globaliziran, bi pravzaprav imeli vsi samo eno svetovno pravo, mogoče več jezikov, pa en poenotni jezik, eno religijo, vse bi bilo super, vsi bi se razumeli.
Jasno je, da tu treba zadevo tako kontrolirati, da interes kapitala, zlasti nekaterih multinacionalk, nima prevelikega vpliva. In to velja tudi v transportu. Tako da po eni strani sem za liberalizacijo in za odprt trg, po drugi strani pa mislim, da je še vedno obveznost vsake države in nenazadnje tudi širše entitete, kot je recimo Evropska unija, da nad tem trgom in nad liberalizacijo opeti, tako kot recimo Evropski parlament, svet ministrov, Evropski svet in jasno tudi komisija. In to po moje velja tudi pri nas. Popolna liberalizacija pa seveda možna takrat, ko bo človeštvo naredilo nek kvantni preskok, ko ne bo uspeli pogoltnost, pa lahko rečem ostali smrtni grehi, ampak ko bodo samo vrline, ko se bodo ljudje držali najenostavnejše povedano svetovnega etosa. Ko se bodo tega držali, potem seveda pa ne bomo rabili nobeno nevidno roko, da bo kontrolirala oziroma državo, ker bodo zadeve funkcionirale po svoje. Hvala, profesor. Maša, čisto na kratko, prosim. Dejansko glede te regulative se je ves čas, ker je že dolgo let in dolgo v bistvu mandatu Evropski parlament in Evropska komisija želela sprejeti regulativo vezano na delovanje pristaniških storitev. Končno mi je uspelo. Večkrat se je špekuliralo, ali bo to zelo pomenilo spremembo modela upravljanja pristanišča, ker mi dejansko nimamo pristaniške uprave in nismo na proračunu in ni države ali regije ali občine, ki dejansko razvija pristaniško infrastrukturo in naknadno išče koncesionarje. Vendar je bilo tudi stališče Evropske komisije ves čas, da je fleksibilen model upravljanja pristanišča, ki prinaša dobre rezultate in je čim bližje trgu in je konkurenčen, dejansko tudi njihovo usmeritev. Tako da je model upravljanja koprskega pristanišča nekako zelo pohvaljen in dobro sprejet v Evropi, ker kot je tudi že uvodoma gospod povedal, je da mi investiramo in razvijamo glede na trg in glede na našo ekonomsko možnost, ki prihaja iz trga, dejansko, da smo mi sami sebi zmožni financirati to, kar počnemo in da nismo odvisni od proračuna oziroma od nekih javnih sredstev. Govorim o osnovni dejavnosti pristanišča. In da financiramo s tem, kar komercialno počnemo na terminalih, tudi javno infrastrukturo, ki ima status javne pristaniške infrastrukture, je velik dosežek. Poglabljanja, obale, tire, to, kar dejansko ne nosi direktno, ampak da dejansko komercialna dejavnost uspeši to prinesti noter, je velika stvar. Seveda si pa v bodoče in si tudi že upamo pomagati z nepovratnimi sredstvi in tudi z ostalimi inštrumenti, kot so EIB kredit, ki je tudi za kontejnerski terminal nek komplementaren inštrument in pa tudi si obetamo sodelovati pri EFSI skladu. Na tej okrogli mizi je že bilo omenjeno te omrežje, gre za vse evropsko prometno omrežje, ki naj bi bilo nekako zaključeno do leta 2050. Gospod Vrško, čisto na kratko, kaj je to omrežje, kako bo izgledalo, kako ga bomo implementirali in kako se bo recimo dotikal našega primorskega konca? To že povedano. Slovenija je po zadnji uredbi iz leta 2013 relativno dobro pozicionirana v evropskem prometnem omrežju in sicer je celoten prometni križ, tako železniški kot cestni, vključen v evropsko jedrno omrežje. Razen kraka od Ljubljane proti Jesenicam zaradi znanih ali pa razlogov, Avstrija ni želela tega koridorja imeti v jedrnem omrežju. Čeprav se tudi na tej točki trudimo narediti železniški tovorni koridor med Salzburgom in Svilenggradom oziroma Istanbulom. Osnovna ideja pa München Istanbul in s tem tako imenovan bivši 10. koridor spet pravzaprav nekako dvigant, mu povečati težo. Lani smo na to temo podpisali pismo o nameri z vsemi državami članicami na tem koridorju, Salzburg, Ljubljana, Zagreb, Beograd, Niš, Sofija, Svilengrad.
To omogoča tudi Evropska uredba o železniških tovornih koridorjih, številka 913/2010. Bi izkoristil to priložnost, ker imamo tudi 2 poslanca, da pa komisija pa seveda se s tem ne strinja. Čeprav je to jasno napisano v tej uredbi, ne strinja se pa zaradi tega, ker pravi, da je čisto pravno formalno, da je pobudo za ta koridor podpisala Srbija, ki pa ni članica EU in kot taka ni podvržena zakonodaji EU in ne more predlagati ustanovitev takega koridorja. Tukaj sta se ti dve uredba torej o železniških tovornih koridorjih in zakonodaja z področja evropskega prava očitno naspeži. Tako da mi se sicer zdaj trudimo najti, ampak s tem koridorjem bo pravzaprav res Slovenija, slovenski prometni križ v tako na jedrnem omrežju. V celovitem omrežju je že, jedrnem pa s tem dodatnim delom. Do leta 30 je treba zadostiti standardom jedrnega omrežja. Do leta 30. Tukaj Slovenija nima nobenih težav, razen za železnica. Ker na železnici pa mora Slovenija do leta 30 zagotoviti nasilnost 22 ton v pol, hitrosti najmanj 100 km/h, možnost obratovanja 740 metrov dolgih vlakov, uvedba RTMS in elektrifikacija. Mi pravzaprav z nobenim od teh parametrov ne bomo razen hitrosti. Namreč zagotavljanje teh hitrosti na slovenskem železniškem omrežju pa je problematično, bo zahtevalo velike investicije, tako da bomo verjetno morali na marsikaterem koridorju, če bo se izkazalo, da je sorazmerno drago, pač prositi za neke odpustke. Ampak to, kar je bilo že omenjeno, strategija z leta 15 in nacionalni program iz lanskega leta predvidevata aktivnosti in ukrepe, da se to doseže. Hvala za besedo. Samo nekaj bi dodal, ker se mi zdi pomembno, ko govorimo o evropskih transportnih povezavah in priložnostih za primorsko regijo Slovenije, ne smemo mimo še enega izjemno pomembnega evropskega dokumenta, to je celostna pomorska politika. Modra knjiga, ki velja od leta 2007, gre za celosten pristop do pomorske problematike, ki pa je seveda povezana z transportom, ampak mnogo širše. Bom povedal samo nekaj odprtih tem, ki v Sloveniji lahko predstavljajo ali priložnosti ali pa ovire. Prvo, celostno upravljanje z morsko obalo. Imamo krasno enkratno zgodovinsko priložnost, da cesto med Koprom in Izolo spremenimo v plažo, po domače povedano, oziroma v zopet naravno okolje, pa se zdaj enkrat zatika, čeprav obstajajo možnosti, da se bo to zgodilo. Potem pomorski potniški promet, ki pohvalno narašča. Slišim, da gre zopet delegacija župana Popoviča v Majeni, to je dobro, ampak sami se moramo že zdaj strateško in vizionarsko vprašati, kje pa je točka saturacije. Lahko gremo v Dubrovnik, k našim sosedom v Hrvaško, pa se enkrat za spremembo vendarle podučimo, kaj se lahko dogodi, če je tega prometa preveč. Lahko si ga želimo, ampak vsa ta zadeva ima nek svoj limit, zato imamo tako imenovani trajnostni razvoj. Potem je tudi vprašanje nautičnega turizma. Koliko marin Slovenija še premore? Ali imamo dovolj? Ali imamo premalo? Ribištvo, marikultura. Ribiči so imeli pred 10 leti še približno 6000 ton ulova, danes ga imajo nekaj 100. Marikultura, imamo izjemno uspešno družino fonda, nekaj možnosti je še nekaj, ampak verjetno, da bomo celotnega Piranskega zaliva, koliko ga bo pač ostalo po arbitražni odločbi, pokrili za mrežami in za kištami, ne vem kaj še vse, samo zaradi hrane, ne nazadnje potem takšne vprašanja, ki so posrednega pomena, ampak tudi pomembna golf igrišče, da ali ne, plusi in minusi in tako naprej. Najlepša hvala, profesor. Še zadnjič gospod Vrtkar, prosim. Yeah, maybe I can make 3 remarks. After the break, we are going to talk about tourism. Yes. And about cruise ships, I hope. Now, first of all, maybe about Serbia. A few weeks ago, we had a meeting in the European Parliament with 4 coordinators, and the coordinator of the Mediterranean corridor was also there. By coincidence, he's also a Dutchman.
Laurens Jan Brinkhorst, and we were especially talking about that the territorial corridors should also be cross-border out the EU. And this is a very high political item, because we see that especially Ukraine is very much interested, like Serbia, because Serbia is a candidate member, and the government of Ukraine, but also the government of Serbia, but less clear, the government of Serbia, and I will explain this in 1 minute. They say, please don't stop the corridors at the borders of the European Union, but be clever, and let's see how far we have to go to the east, and maybe even to the south. We all know the problems between Russia and Ukraine on several items, and you see that the present government in Kiev wants to strengthen the relationships with the EU, and one of the best items is, of course, transport lines and transport roads, because that's very concrete. You can make it less political and a little bit more technical, and sometimes it's better to solve the problems in the world without politicians. You know, I'm completely aware of my position in this game. Then Serbia, of course, is a little bit more complicated, because there you see 5 years you have a very pro-European government, and the next 5 years you have a more, let me say, neutral government to the EU. And always there is this Russian ambassadors who want to have more influence in former countries of, let me say, Middle and Eastern Europe. Then maybe about the port regulation, because you changed the item so quickly. I think the port regulation which we adopted, and we take care after 14 years of discussion, sometimes we have to prove how weak the EU is, but this is one of the best examples. 14 years we took to get a port regulation, but sometimes I think it's completely dictated by the Port of Koper, because it fits. No, you know more of it. Yes. Now the director strategic is in a very bad position, as he's even becoming a little bit red. So it's really dictated by the Port of Koper. And what I learned yesterday evening, I didn't realize, but this country is, in fact, you are so happy that you have one big international port. But this port regulation is written for Italy and for Spain and even for the Netherlands. Because in Italy you have, of course, the competition between Trieste and Venice, but all these ports along this long coastline. And even in Spain, Madrid is centralized, deciding about the port's tariffs. And imagine the relation between Madrid and Barcelona, which is a very special relation, as you know, and Madrid is dictating the port tariffs to Barcelona. And now with this port regulation we open this, and I hope that the ports of Spain get more independency in their own tariffs and in this competition. And I fully agree with you, opening of the market, liberalization, it's the first step, but don't go into American capitalism systems with full liberalization, because then you are losing your sustainability, your profits, and your citizens. That's it. Amen. Yeah, say thanks to the translator, because she's there already for 80 minutes, and I hope she will survive. That's a break. Dogovor imam, da smo točno 1 uro. Če imate zapovedati, zato ker imate zapovedati 5 minute, lahko zaključite. Samo za mene stavek. Naš problem Zahodnega Balkana in sosednje države EU je v tem, da EU ima polna usta sosednjih držav, Ukrajine, Zahodnega Balkana in tako naprej. Ampak ko pa treba konkreten korak narediti, se tako ne zgodi. To je problem. Ok,
Najlepša hvala vsem, ki ste govorili in tudi vam, ki ste poslušali. Nažalost, časa za vprašanja neposredno iz publike ni, lahko pa sedaj med pauzo, ki poteka med enim in drugim panelom, naše govorce potegnete za rokav in verjamem, da bomo z veseljem odgovorili. Hvala vsem skupaj.